Jedrni problem, ki ga jaz imam s tem zakonom, je, da v štartu postavlja dolžnost, da zdravnik sodeluje. Po zakonu je zdravnik vključen v vse postopke. Da tudi gre prevzeti učinkovino v lekarno. In potem bi naj zdravnik še počakal do smrti, ki pa je lahko več ur. Do konca potrdi, da je umrl in počaka še mrliškega oglednika. Tukaj je en element, ki je zelo neugoden, nekega, bi rekel, neukleščenja tega ubogega človeka, da potem to dejansko tudi zaužije. Kirurg, pravnik in predsednik odbora za pravno-etična vprašanja zdravniške zbornice Peter Golob. Dost kolegov pravi tudi, v redu, se pač ne imajo, ampak tega ne bom počel. Ni čisto res, da tega ne počneš, moraš storiti neke korake. O obveznostih zdravnika po zakonu o prostovoljnem končanju življenja. Tukaj zakon zahteva od zdravnika, da ravna na nek način, ki v bistvu ima vse znake kaznivega dejanja. Ne bo pa kaznovan, če bojo izpolnjeni pogoji po zakonu. O odgovornosti ter o tem, zakaj slovenska ureditev bistveno odstopa od tujih praks. Mi se zelo zgledujemo po avstrijskem zakonu. Tam zdravnika v tem intimnem dogodku ni. Nizozemci, Belgijci, Kanadčani, vsi vemo, da imajo zakone, ki dopuščajo tudi evtanazijo, posod piše, nihče ni dolžan sodelovati. Družinska zdravnica Tadeja Gajšek o svojih dolgoletnih izkušnjah domske zdravnice, ki obravnava več kot 300 bolnikov s terminalnimi boleznimi, o tem, kaj si na koncu življenja želijo hudobolni. Vsi želijo še živeti. O umiranju in pomanjkanju paliativne oskrbe. Tako da je to res ena taka krasna, sočutna oskrba za moje pojme. Kdo si ne bi želel takšne medicine? Ne vem, kdo si ne bi želel takšne oskrbe. Zato sem po svoje žalostna, nekako razočarana, da nismo uspeli plasirati v slovenski javnosti in tudi med zdravniki te paliativne oskrbe, ki je neprimerljiva z tem zakonom in s to željo po evtanaziji. Ter o bremenih, ki padajo na zdravništvo. Kljub temu, da je bilo izredno naporno, je pa bilo vredno. Bilo je vredno. V bistvu za 3 osebe, ki so bile tam, je bilo izredno pomemben način, kako se je gospa poslovila. Infektologinja in članica Pravno-medicinskega inštituta, primarij Jelka Reberšek-Gorišek. So že nekoč Latinci rekli primum bonum facere, primum nil nocere, torej primarno koristiti pacientu, ne škoditi. O tem, kako neurejen zdravstveni sistem, dolge čakalne dobe in okolica vplivajo na bolnikovo odločitev. In to so bremena in tega človeka spravljajo v stisko. Ter zakaj avtonomija v takšnih razmerah pogosto ni resnično svobodna. Ta neugodna situacija v zdravstvu in še to pravzaprav to podlago jača. Imamo ljudi, ki so zlomljenim kolkom, to je na naših populacij. Reče, bi šel domov. Ni problema. Seveda, z veseljem lahko greste, hodite s hoduljo po hodniku, greste sami na stranišče. Potem pa ta moment, bom vprašala še svoje. Naslednji dan, veste, zame je boljše, da ostanem še v bolnici. To je pa, ali se je odločila avtonomno. Podcast Zdravniške zgodbe tokrat prinaša strokoven pogled na zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Zdaj pa naenkrat pravzaprav sili zakon v to, da smo pomočniki pri tem umiranju, pri samousmrtitvi. In odgovarja na ključno vprašanje, zakaj mu zdravništvo nasprotuje. Nekdo se lotil pisanja zakona z neko precejšnjim nepoznavanjem, kako zadeve dejansko grejo. Ne zato, ker zdravniki ne bi slišali potreb, strahov in želja pacientov, temveč ravno zato, ker jih slišijo. Pišemo iz teh težkih zgodb. Res težke zgodbe, ene krasne, lepe zgodbe. Koliko se še sliši, to neverjetno, je verjetno, lahko mi verjamete. Pozdravljeni kolegici, spet se srečujemo z eno temo, ki nas že leto in več okupira. Kljub temu, da se veliko o njej govori, kolegi še vedno imajo številna vprašanja, so še vedno številne nejasnosti, strahovi in tukaj smo ljudje, ki lahko neke stvari o tem povemo, razjasnimo, kot bi rekla primarica, ker dobro mislimo. Tako da jaz bi kar prosil, da se obe, mislim, da vsaj del naših gledalcev vaju že obe pozna,
pa mogoče primarij Goriškova. Vi v bistvu ne rabite nekega posebnega uvoda ali pa predstavitve, ampak vseeno. Ja, Peter, hvala, da si me izzval. Midva že dolgo časa sodelujeva na tem področju. Res je, da smo zdravniki, ki smo združeni v zdravniških organizacijah, zelo menimo, da ta zakon ni ta pravi in mu nasprotujemo v več pogledih. Zdaj, če bi to, kar pač je kar sem se največ ukvarjala, je seveda etično področje in menim, da sta dva ključna problema tega zakona, poleg številnih pravnih in strokovnih, o katerih boste vi več povedali. Menim, da je ključni problem je ta etični konflikt, ker ta zakon nalaga zdravniku veliko etično breme. Pravzaprav po zakonu je zdravnik vključen v vse postopke in tisto, kar je najbolj obremenjujoče, je prisotnost zdravnika ob samem dogodku, kjer pač izvrši bolnik prostovoljno samousmrtitev in mora počakati ob tako intimnem dogodku dveh, kjer bi naj bili poleg pacienta tudi najbližji svojci, do konca potrdi, da je umrl in počaka še mrliškega oglednika. To je en velik etični konflikt, ki ga vidim, ker predvsem ruši tisto osnovno razmerje, zaupno razmerje med zdravnikom in bolnikom. Takšne obremenitve v nobenem zakonu, ki trenutno se sprejemajo po različnih delih Evrope, eni so ga že sprejeli, drugi še o tem veliko razpravljajo, te obremenitve nikjer ni. Zdravnikova prisotnost ni nikjer pravno zavezujoča. Lahko zdravnik, če pač meni iz svoje vesti, prisostvuje, ampak nikjer ni za to pravno in poklicno zadolžen. In to se mi zdi, da je izjemno veliko breme za zdravnika. Zdaj, če pogledamo to, mi se zelo zgledujemo po avstrijskem zakonu, vsaj tako so tudi zagovorniki zakona povedali. Tam zdravnika v tem intimnem dogodku ni, ravno s ciljem, da se to breme zdravnika razbremeni in da se ohrani zaupni odnos. Zdaj, če pogledamo tudi v Švici, to, kar pač številni naši zagovorniki zakona in tudi številni bolniki pišejo, da bi želeli tako, kot je v Švici. Švica se zelo brani temu, da bi se to dogajalo v javnih ustanovah, ker ne bi želela biti tudi država, kjer pravzaprav velja za to, da se tam lahko izvaja prostovoljna smrt. Tam je zelo intim dogodek svojca, najbližjega in tega zdravnika tam ni. In zdaj, če ta konflikt pogledamo, je pravzaprav izhaja iz kodeksa zdravniške etike, kjer je zdravnik obvezujoč, da dela dobro v korist bolnika, to je naš kodeks, da mu ne škodi, da je pravičen socialno in predvsem, da upošteva avtonomijo bolnika. To so te 4 pravila zajeta v kodeksu, ki jih moramo zdravniki spoštovati in smo odgovorni, če jih ne spoštujemo. In napad na ta kodeks se mi zdi prav tako etično zelo obremenjujoč za zdravnike, ker so ta pravila ne glede na vero, ne glede na raso, spoštovana povsod, kjer se sprejema tudi v Svetovni zdravniški zvezi. In če pomislimo, da so že nekoč Latinci rekli primum bonum facere, primum nil nocere, torej primarno koristiti, delati dobro pacientu, ne škoditi, potem se mi zdi, da to na stoletja že te osnovne 4 pravila vežejo. In zakaj posegati zdaj, napadati ta zakon, kar ga vidimo, torej kodeks, zakaj tako gnevni napadi in zakaj vpliva, da bi pravzaprav vplivali na naš kodeks, ki velja v vsakodnevni klinični praksi v dobro pacientov. Vsa dnevna klinična praksa dela po teh pravilih.
ustvarjajo se številne nove stvari. Danes beremo, kaj vse je v medicini, slovenske medicine narejenega. In to je podlaga kodeks zdravniške etike. In zato se mi zdi to zelo sporno, da bi nas silili v nekaj, kar nas pravzaprav primarno veže na kodeks. Poleg tega bi se jaz vprašala, zdaj mi moramo primarno delati v korist pacienta, zagovorniki tega zakona pa vidijo v tem pravzaprav, da je pomoč pri samousmrtitvi v korist pacienta, da ima to pravico. Tudi tu se vprašamo in tudi, če berete številne razprave, a je to res pravica pacienta, da to. Tako da ta zakon, predvsem pri etični obremenitvi zdravnika, je še zelo veliko za razpravljati. Vsekakor pa mi bomo, vsaj slovenski zdravniki, moramo spoštovati svoj kodeks in ga bomo lahko nadgrajevali, dopolnjevali, nikakor pa ne bomo delali proti kodeksu. Takšno pač je stališče slovenskih zdravnikov, ki so združeni v teh organizacijah. Jaz dopuščam, da ima vsak zdravnik pravico svojega razmišljanja, ima pravico tudi delati po svoji vesti, vendar spoštovanje kodeksa pa mu je osnova. In če pogledam še ta etični konflikt, da se mi borimo pravzaprav zagovorniki zakona za pravico do smrti, torej do samousmrtitve, po svetu pa vlada pravzaprav večina ljudi izven našega dobrega, mirnega stanja se pa bori za pravico do življenja. Umirajo, pa bi radi živeli. Mi pa pravzaprav ta del, tako rekoč, se s tem ne ukvarjamo, mi se zdaj ukvarjamo tako rekoč z enim delom pravice do smrti. In to se mi zdi tudi družbeno-etični konflikt. Jaz bi rekel, da večina medicine ima ta problem, da se ukvarja s tem, da bi pomagali ljudem, ki želijo živeti, ne, da se pojavlja neka nova paradigma za zdravnika, ne, ko naj bi pomagal tistim, ki ne želijo več živeti. Osnovni princip je, da zdravimo. To je osnovni princip našega poklica. Celo življenje se učimo, kako zdraviti, kako pomagati ljudem. Tudi v urgenci, če pogledamo, se borimo za vse to. Zdaj pa naenkrat pravzaprav sili zakon v to, da smo pravzaprav pomočniki pri tem umiranju, pri samousmrtitvi. Mogoče še samo toliko, da ljudje pravzaprav ne ločijo, jaz berem številna pisma bralcev, številno to, da ne ločijo med evtanazijo in med tem zakonom o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Evtanazija je, hvala Bogu, še ni pri nas, niti zaenkrat se ne govori o njej, ampak to pa ni zelo daleč od tega, da to, kar sili ta zakon zdravnika, da je ves čas prisoten, da mu pravzaprav omogoča, da popije tisto smrtonosno tekočino, to se mi zdi zelo, zelo obremenjujoče, etično sporno in zelo konflikten odnos do tega. Evtanazija je v zakonu o pomoči v prostovoljnem končanju življenja že bila, pa je bil ta zakon spoznan kot neprimeren za nadaljnjo obravnavo. Zakon ima sedaj isti naslov, pa vključuje samo tako malo pomoč pri samomoru, oziroma kot ti pravijo predlagatelji, samousmrtitvi. Tako da v bistvu ta zmeda med tem, kaj je pomoč pri prostovoljnem končanju življenja in kaj je potem evtanazija ali pa pomoč pri samomoru, je kar ima neko podlago v tem, da se v bistvu vsebina tega, kaj je za zakonom z istim naslovom, se spreminja in je v bistvu vprašanje. Mislim, da v slovenskem tem zakonodajnem razvoju, kot ga imamo do zdaj, je to vključuje oba pojma, trenutno po zakonu ni evtanazije. Zato je mogoče toliko bolj problematično cel sistem, tega obvezne prisotnosti zdravnika pri celem postopku. Jaz lahko razumem, da so določena mnenja, ki jih zdravnik v postopku mora dati, taka, ki jih lahko da samo zdravnik, ampak ta posebnost slovenska, pa se ne strinjam toliko s primarci, da so zelo po avstrijskem modelu, ni res, zelo je ta zakon pisan po španskem modelu, ampak je v svojem še en korak bolj radikalen.
ki vsebuje neko obveznost, ki je zelo konkretna zdravnika, da v vsakem koraku tega procesa sodeluje, čeprav nobene dejanske potrebe za sodelovanje, vsaj v nekih korakih tega procesa seveda ni. Jedrni problem, ki ga jaz imam s tem zakonom, ne, je, da v štartu ne, postavlja dolžnost, da zdravnik sodeluje. Ne, in potem ne, dovoli ugovor vesti, ne, ampak to smo na isti ravni, kot je na primer ne, služenje vojaškega roka je bilo nekako obvezno, bilo je pa možno se seveda temu izogniti, ne, s tem, da si ugovarjal. Ne, če jaz prav razumem, ne, zdravnik bi naj bil v celotnem postopku, da tudi gre prevzeti učinkovino v lekarno. Ja, tako piše, da priskrbi. Ja. In potem razen če nekoga za to pooblasti, pravi ne, zakon, ne, zdaj to pooblastilo je seveda možno, ne, ampak načeloma primarno pa je to naloga, da greš v lekarno, vzameš zdravilo, ga odneseš, ga prineseš in tako naprej novega zdravnika. Ja. In mu pomagaš, da ga lahko užije, ker če sam ne more, mu je treba nekako to omogočiti. In tu je spet vloga zdravnika. Jaz bi samo to rekla, sami zagovorniki zakona so zadnjič na televiziji rekli, da so se ravnali po avstrijskem, zato sem to omenila. Aha, jaz ne vem, v čem je to avstrijskost. Ja, avstrijski zakon je bistveno drugačen. Ne. Imamo zdravnika samo v elementu zdravniških potrdil oziroma izjav v zvezi z stanjem pacienta in tukaj se konča. Ne. Avstrijci očitno zaupajo svojcem ali bližnjim ali ne vem kaj, da znajo to lekarno prevzeti zdravilo, ga tistemu dostaviti. Celo obstaja pravilo, kaj se zgodi, če nekdo umre, pa ni zaužil, pade v dediščino in tako in se izloči in tako naprej. Tako da lahko se zamenja čez čas, če poteče in tako naprej. In to so te neke garancije, ki jih poznamo tudi iz Oregona, z ne vem kje, ko ljudje vzamejo, nikoli ne zaužijajo, tle si pa ti v bistvu prinašalec in garant, da bo te nekdo to zaužil. In tudi priča smrti, ne? Ja, ampak tudi po moje, s tem, ko ti greš v lekarno, se potrudiš, prineseš, si tam, si na voljo, ne? Je zelo nerodno, da se potem pa nekdo premisli. Po moje tukaj je en element, ki je zelo neugoden, ne, nekega, bi rekel, neukleščenja tega ubogega človeka, ne, da potem to dejansko tudi zaužije. Ne. Ker če ti vzameš domov in nihče ne ve, daj boš in kako boš zauzel, ne, je to drugo, kot da imaš ti celo družbo, ne, ki to. Pa še stranske učinke mu moraš pojasniti. Zdaj tega zdravila smrtonosnega, zdaj kaj pa lahko hujše od stranskih učinkov, kot je smrt. Ja, lahko ne pride do smrti. Ne. Seveda, ampak pravim, da to mu moraš pojasniti, tako piše v zakonu. Pa še morda, čisto bom rekla, da zdravniki, sploh osebni zdravniki, ki nas to verjetno prvenstveno precej zadeva, pa tudi sicer ostali lečeči zdravniki v bolnišnicah, v domovih, nam vsi ti postopki niso popolnoma jasni. Se pravi, prevzem učinkovine po zakonu, potem nekakva pomoč pri aplikaciji in potem pri sami aplikaciji, da lahko on užije. Ja. Pač nek support. Ja. In potem bi naj zdravnik še počakal do smrti, ki pa je lahko več ur, če prav razumem. Sam jo more potrditi. Ta smrt ni verjetno v parih minutah, je tudi lahko dalj časa. Potem mora še počakati mrliškega oglednika in če izvzamemo vse ostalo etično, kar je sporno, ker ni v skladu s kodeksom, je že tam vse ta čas, ki bi naj zdravnik, osebni lečeči, ki tako je že v stiski s časom, še potem prisostvoval, prinesel učinkovino, prisostvoval do smrti, do prihoda mrliškega oglednika, si jaz tega, samo tehnično, če pogledam, sploh ne predstavljam, če ostalo izzamem. To je bila moja tudi ena večjih pomislekov, ne, da nekdo se loti pisanja zakona za neko precejšnjim nepoznavanjem, kako zadeve dejansko grejo. Ne. Kako je z umiranjem, kako je s postopki po umiranju. Imamo tudi določila v zvezi z poročilom smrti in z rokom smrti, ker se pišejo noter stvari. Ne. Iz ene totalne nelogičnosti se je zamandmiralo v novo, še večjo nelogičnost, ampak povsem nepotrebna, spravo vtikanje v neke
sisteme, ki so že vpeljani, pa sploh nimajo veze z samim dejstvom, ali želiš ali ne želiš uzakoniti neko pravico za ljudi. Zelo pomembno je to vprašanje lečečega zdravnika, ne. Vsi mislijo, to nisem jaz, ne. Vsak zdravnik, ne, ki v Sloveniji ima opravka z bolnikom, ne, pa mogoče razen, ne vem, javnega zdravja, ne, ampak vsak drug zdravnik, ki pride v stik, ne, je lahko lečeči zdravnik, ne. To ni splošni zdravnik, družinski zdravnik, ne vem kaj, ne, lahko je katerikoli zdravnik, ne, ki mu pacient, ko ga zdravi, izrazi željo in pride v vlogo tega lečečega zdravnika. In seveda, dosti kolegov pravi tudi, ja, v redu, se pač ne imajo, ampak tega ne bom počel, ne. Ni čisto res, ne. Da tega ne počneš, moraš storiti neke korake. In to je spet neka moj pomislek, ne, k celi zadevi, ne. Tukaj zakon zahteva od zdravnika, ne, da izvaja da ravna na nek način, ne, ki v bistvu ima vse znake kaznivega dejanja. Ne bo pa kaznovan, če bojo izpolnjeni pogoji po zakonu, ne. Se pravi, ti nekoga siliš, da razen če uveljavlja ugovor vesti, da izvaja ravnanja, ki so načeloma v Sloveniji kazniva. Razen če, ne. In to je v bistvu po moje zelo čudna postavka, ne. Nizozemci, Belgijci, Kanadčani, ne, vsi vemo, da imajo zakone, ki dopuščajo tudi evtanazijo, ne. Povsod piše, nihče ni dolžan sodelovati ali nihče ni dolžan pomagati pri tem, tako da ne, mi imamo načeloma dolžnost, ne. In zdaj, to, kar sem hotel reči, vsakega se to dotika, ne, ker če ne bo naredil tega koraka, se pravi, ti moraš nekaj narediti za to, da ne boš nikoli lečeči zdravnik, ne. Ti moraš ugovarjati in s tem seznaniti svojega delodajalca, ne, če ne, med delodajalcem in tabo po mojem obstaja neka odgovornost, ne, zato ker nisi sporočil, ker delodajalec bo pa kaznovan, če ne bo zagotavljal, ne, ker so kazenske določbe tudi v tem zakonu, ne. Tako da zdaj imamo v bistvu za napake, ne, naprimer, da sama oseba ne zaužije, pa da nekdo drug, ki ulije ali kakorkoli drugače vnese učinkovino, ne, imamo pa kazen tako za delodajalca, ne, za pravno osebo ali pa samostojnega podjetnika in hkrati tudi kazenska odgovornost tistega, ki je to naredil, ne. Tako da načesa tudi vprašanje raznih pojasnil, ne. Pojasnila, ki jih mora lečeči zdravnik narediti, so izjemno obsežna, vključujejo tudi zdravljenja, ki so v Sloveniji, pa niso z obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zdravljenja, ki sploh niso v Sloveniji, so kjerkoli v svetu, ne. Zdaj, jaz ne vem, zdravljenja, ne, to je po moje precejšno breme in možnost po moje napačnega pojasnila, ne. Potem stranski učinki učinkovine, možnosti lajšanja trpljenja. Skratka, zahteva neko znanje, ki je mogoče, ne, moje znanje iz paliativne medicine se povečuje na srečo, ampak ni takšno, ne, da bi jaz lahko kompetentno nekomu razložil, kakšne vse opcije, ne, te paliativne oskrbe ima, ne. To breme je po moje čist disproporcionalno veliko, ne, in bo kar pogumni kolegi, ki se ga bojo vzeli nase. In tukaj, ne, če pride do napake, ne, napake bo prišlo v tem delu, ne, ali pri samih teh, pri izvedbi tudi, ali pa tudi pri samih teh dokazilih, ali gre res za to hudo bolezen ali trajno okvaro zdravja ali pa sposobnosti odločanja v sebi, ne. In tisti, ki bodo na končni fazi odločali, ta komisija 5, ne, medicinska sestra, družboslovec, pravnik, pa 2 zdravnika, ne, bodo odločili po papirjih, ki jih bo nekdo pripravljal. Oni ne bodo nič krivi, oni bodo odločali, kot papirji pravijo, ne. Napaka, če bo nastala prej, ne. Tako da, ne, ta odgovornost, ki pa je, če je napaka in ni izključena protipravnost, bo kazenska, ne, ali pa je potencialno kazenska, ne, bo na tistih, ki so prej te papirje pripravljali, na lečečem zdravniku, na ne vem kakšnem že drugem zdravniku in psihiatru. Tistemu, ki ni dobro prav pojasnilno dolžnost v smislu pojasnil druga možnosti zdravljenja v tujini, katere pa vprašanje, če jih mi poznamo. Ne, to se pravi, če gre gladko, če bo pa nekdo se pojavil, ki bo trdil naknadno, da pač temu ni bilo tako, ne, pa pač stvar, ne. Tudi če bo slučajno prišla do prekrškovne kazni za napačno izvršitev, ne, potem gotovo bo tudi prijava na tožilstvo, ker, ne, je še kaznivo dejanje. Iz sodne prakse, če spremljamo v tujini, tega ni veliko, ne, na srečo.
teh postopkov zoper zdravnike, ki so, ni veliko, ampak ni pa zelo veliko. Jih ne poznamo. Nizozemska, ste me malo dreznila, je ena država, ki je izjemno tolerantna, pozna tudi prijavljanje nekonformnih evtanazij, se pravi, ki niso skladne z zakonom, tako da imajo tudi teh prijavljenih 2-3% letno, in jih ne preganjajo. Ker tam je zgodba čisto obrnjena na glavo, način, kako je do tega prišlo, in od tam je ta medikalizacija pomoči pri končanju življenja, ki je zdaj ratala nek uzus, in tudi mislim, da v glavah naših zdravnikov je ta vtis, da morajo biti prisotni ali pa da je verjetno jih nagovarja to vedno, po mojem napačen sicer vtis, je tisti, ki je po moje prevladujoč. Avstrijski model jasno kaže, da ni nobene potrebe. Imamo Oregon in druge države, ki jasno kaže, da ni potrebno. Tukaj je pa eno globoko nezaupanje tudi v samega pacienta, ki želi, da kako bo ravnal s to učinkovino, ali pa v svojce, ne vem, kdo je tisti, ki bi tudi lahko. Jaz mislim, da to prenašanje neke vesti tudi na zdravnika svojcev, ker nekako to je vedno težko dejanje in jaz si ne predstavljam, težko si predstavljam to, ker naš poklic je bil vedno, veseli smo bili, če smo ohranili življenje. Tukaj pa gre za dogodek, ki naj bi bil zelo intimen med svojcem, med tistim, ki k temu pristopa, ima potem osebo zraven zdravnika, ki ni nujno, da je bil v tem zaupnem odnosu vedno prisoten, med pacientom in poleg tega tam v zakonu tudi piše, da priskrbi to smrtonosno učinkovino in tudi podporno ostalo terapijo in da pri tem vsa navodila. Torej, to je dolžan zdravnik narediti. To so velike, velike obremenitve za zdravnika, ne samo etične, tudi strokovne, ker to je že zelo povezano s to pojasnilno, z tem obveščanjem, kje je, dokot je ta meja. In se mi zdi resnično eno veliko zdravniško breme, ki je s tem zakonom naloženo. In morda s tem pravzaprav rušimo dnevno zaupanje bolnikov v zdravnika. Dnevna praksa pa temelji na tisočih in tisočih bolnikov, ki prehodijo naše ambulante na tem zaupnem odnosu. Tako da se mi zdi, da se zdaj vrtimo na zelo majhnem področju tega in tukaj pravzaprav se ruši naravno na tem ta odnos, zaupni odnos med zdravnikom in bolnikom. Tudi v javnosti, v zakonih, v teh, to, kar poslušamo, res ni prijetno. Jaz mislim, da je tle nek občutek opolnomočenja zakonodajalcev, da pač praktično lahko zapiše, kar se zdravnika tiče, skoraj vse, in to nekako gre v zakon. Zdaj, kaj to pomeni za paciente, seveda, jaz mislim, da pacienti so na nek način lahko kolateralna žrtev tega napada na zdravnike, ampak to bo pokazal šele čas, vedno to prihaja z zamikom, to, kar mi ugotavljamo zdaj, da se lahko zgodi. Ne vem, verjetno se bo zgodilo, ampak potem bo spet, kdo je bil takrat tukaj, da bi to preprečeval. Jaz bi vaju obe, ena se ukvarja z domska zdravnica, Tadeja, družinska zdravnica, tudi dosti smrti vidite, primarica ima tudi dolge izkušnje. Tema je pa, v bistvu, primarica je naša legenda iz medicine, prava in družbe, to je desetletja in desetletja pogovorov res o aktualnih temah, ki vedno znova presenečajo. En glavnih razlogov, zakaj, je spoštovanje avtonomije pacienta. Pustimo, da v bistvu se, ko se o tem govori, se govori o pacientih ponavadi z neko hudo boleznijo. Ne govori se toliko o drugem razlogu, ki tudi omogoča dostop do pomoči. To je trajna okvara zdravja, ki je po mojem izjemno širok pojem in bistveno spreminja naš odnos do tega, kaj ta trajna okvara je in kam človek s tako trajno okvaro v narekovajih sodi.
Zdaj ima tudi možnost pomoči pri samomoru oziroma samousmrtitvi, kot temu pravi zakon. Zdaj, kaj še to mogoče, pomoč pri samomoru, pomoč pri samousmrtitvi, ne? Kaznivo dejanje je pomoč pri samomoru, ne? Zakon pa temu istemu ravnanju pravi pomoč pri samousmrtitvi, tako da nekako prijaznejši terminus. Če se vračam na moje vprašanje, avtonomija, ne? Tukaj je pacient opolnomočen, pravijo predlagatelji, da izrazi svojo avtonomijo v zvezi z tem, kaj želi, da se z njegovim življenjem zgodi. Kako je s to avtonomijo pri nekom, pa pustimo človeka, ki ima okvaro zdravja, ki po mojem ima dobro ohranjeno avtonomijo, ne? Ampak kako je z ljudmi s hudimi boleznimi v svojih nekih terminalnih fazah. Eno je avtonomija, eno je pa, ne vem, mogoče sposobnost odločanja o sebi, ne. Po mojem sta to dve različne zadeve, ne. Eno, ti si se sposoben odločati o sebi, kdaj se pa avtonomno odločaš, je pa po moje zelo vprašanje, no. Ja, imate kakšno misel? Jaz mislim, da je avtonomija bolnikovega odločanja tako ali tako osnovno pravilo našega kodeksa in to je dnevno. Sej danes ne samo pri hudo bolnih, mi avtonomijo spoštujemo v vsakodnevni klinični praksi. Se spoštuje bolnikova volja, kako odloča o svoji zdravstveni oskrbi. Ampak, ko sem leta spremljala to in seveda spoštujemo to njegovo odločanje, se mi je zdelo, da ta avtonomija pacienta pravzaprav temelji na zaupanju bolnika v zdravnika, da bo pripeljal njegovo stanje v dobro zdravstveno stanje. In tukaj se je ta avtonomija zelo prepletala z zaupanjem v zdravnika. To je tam, kjer je bil popolnoma, rečemo temu, ni bilo videti nobenih ovir, da bi bil lahko kje pri tej svobodni odločitvi omejen. Seveda pa je potem čedalje več bolnikov prihaja v starostnem obdobju, hudo bolnih, tudi z mogoče niti ne tako zelo kritično bolnih, ampak kjer že vidiš v ambulanti, da so njegove sposobnosti presoje avtonomne lahko vprašljive, ker uživa številna zdravila, ker je lahko pod različnimi vplivi tudi. In tu je že pri takšnih je ta presoja avtonomnosti težka, kaj šele pri zelo hudo bolnih, kritično bolnih. In tukaj pravzaprav je ta odločitev tista, kjer je treba vse te možne vplive presoditi in teh vplivov na njegovo avtonomno odločanje, ki je sicer lahko svobodno odločanje, ampak vendar imamo občutek, da je lahko veliko vplivov. Danes vidimo, da so to starejši ljudje, ampak da hudo bolni, kritično bolni, da imajo kognitivni upad, da imajo motnje koncentracije, da je sluh slab, da uživajo številna zdravila. Nekateri imajo tudi verske pomisleke, pogosto so izolirani, saj to bo kolegica več povedala, živijo v osami. Tudi socialno-ekonomski položaj ni vedno tisti, ki bi bil zelo dober. In to so bremena in tega človeka spravljajo v stisko, čustveno stisko, obremenjuje sebe, obremenjuje svoje. Tako da ta neugodna situacija v zdravstvu jim še to pravzaprav to podlago jača. In zato je ta presoja, a so res avtonomno sposobni odločiti, zelo, zelo težka. In se mi zdi, da je mogoče to ključni element ravno pri tej presoji tudi, da se lahko odločijo zaradi številnih vplivov, kar seveda potem pomeni tudi ne samo pri njem, ampak tudi pri njegovih najbližjih, ki so lahko vplivajo na njega možnost zlorab in da pride do hitrejše odločitve, da se pač odločijo za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Jaz sem Mirka, če dovolite, jaz sem traumatolog, ne, imamo ljudi, ki so z zlomljenim kolkom, ne, to je ena naših populacij, ne. Reči, jaz bi šel domov, ni problema.
ne, seveda z veseljem lahko greste, hodite s hoduljo po hodniku, greste sami na stranišče. Potem pa ta moment, ne, bom vprašala še moje. Ne. Se pravi, ona se je sposobna odločiti o sebi ali pa on. Ne. Naslednji dan, veste, zame je boljše, da ostanem še v bolnici. Ne. To je pa, ne, ali se je odločila avtonomno. Ne. In mislim, da to je samo ena takih preprostih odločitev, ne, sposobno odločati o sebi ena stvar, ne, ali se odloča avtonomno, je pa druga stvar. Nihče se v bistvu ne odloča čisto avtonomno. Ne. Že v pogovoru z zdravnikom dobiš ne, predloge, kako bi se zdravil, med njimi v bistvu izbereš, nisi sam nekje najdel tega, kako se boš zdravil. Ne vem, ko se pogovarjamo o tej avtonomnosti in tom, jaz mislim, da je treba tudi javnosti, družbi in zdravnike spomniti, da imamo v zakonu o pacientovih pravici iz 2008 vnaprejšnjo voljo, se pravi institut naprejšnje zavrnitve zdravstvene oskrbe. Sprej to obstaja. Mislim, da ni tako slab. Je morda nekoliko zapleten, ampak tudi ne zelo. Kjer lahko osebe jasno napišejo, katerih postopkov absolutno ne želijo, ko pride do nekega nepovratnega stanja oziroma neke zadnje faze. In je v bistvu del tega, tako kot vemo, tudi pravno zavezujoče za zdravnika. To se čisto premalo uporablja. Tam lahko absolutno zapišemo, česa ne dovolimo, kar želimo, se pravi vnaprejšnja volja. Potreben je zdravnik osebni, potreben je pacient, notar in varuh pacientovih pravic. Ni slab. Vendar je mogoče malo zapleten, mogoče ne naslovi vsega. Zato se znotraj Slovenskega združenja za paliativno hospic oskrbo in tudi širše, tudi poskušamo z ministrstvom, da bi bolj plasirali to načrt nadaljnje oskrbe. Se pravi, da mi se pogovarjamo z pacientom ob diagnozi neke neozdravljive bolezni. Kaj želi, kaj bi si želel in to sproti prilagajamo, prav tako z svojci. In potem imamo mi dejanski vpogled, kaj ta oseba skozi različne svoje faze želi, ne želi, ne dovoli. Jaz mislim, da veliko ljudi, ki zdaj je za ta zakon, se bojijo, da bojo na koncu trpeli, da ne bo morda njihova volja upoštevana, ampak mi vse to že imamo in vse to moramo kot družba malo bolj zgraditi, da bojo naši pacienti res v celoti slišani. Morda niso vedno, to moramo tudi vedeti, morda je tudi to stiska, ta želja po tem zakonu je morda tudi stiska. Morda tudi svojci vidijo, katere so videli svoje bližnje trpeti. Tudi tu se moramo kot medicina malo vprašati, kot smo se pogovarjali. Se strinjam s tem. Kje še zdraviti, kje ne? Ja, zdravljenje podaljšuje trpljenje. Jaz moram reči, da ko sem jaz končal fakulteto, smo imeli zdravi. To je bilo samo o tem smo se pogovarjali. Paliativna medicina je tudi zdravljenje, ampak je logika nekoliko drugačna, ker ni usmerjena v ozdravitev. In to tudi jaz zdaj počasi spoznavam. In ne vem, zdi se mi, da je pač z nekim staranjem družbe je to vedno večji problem, breme tudi za zdravnike, ki niso vsi vajeni in vešči tega ravnanja. Tako da mogoče tedaj imate zelo dobro izkušnjo oziroma veliko izkušenj, bom rekel, za to paliativno medicino, ki se vedno pojavlja nekako v kontekstu tudi tega zakona, kot ko pa vse odpove, pa še ta zakon, čeprav zakon ni napisan, ko vse odpove, ko nočem ničesar od tega, dobim pa lahko to in ljudje, ki sploh niso paliativni bolniki, lahko vstopajo tudi v pomoč pri končanju življenja. Tako da mogoče to izkušnjo, nekaj sva se pogovarjala o v bistvu iz domske medicine, kjer je verjetno zelo veliko starostnikov, tudi z veliko nekimi težavami ali pa nekimi odnosi s svojci, ki so zelo prisotni, ker so ljudje vseeno nekoli so v domu, ker pač niso več samostojni. Jaz vidim, sicer moram reči, da v zadnjih letih se precej govori o paliativni oskrbi. To je zelo dobro. Tudi zelo dobro je, da se tudi zdaj... To je mogoče ena dobrih To je dobra stran zakona, te debate v zvezi z zakonom, je to, da smo zdaj tudi mi, ki delamo paliativno oskrbo vsakodnevno, tudi slišani.
In moram reči, da v zadnjih letih, ne samo, da se o tem govori, dejansko je vedno več izobraževanj, se ta izobraževanja že desetletje in več poteka, vendar je res v zadnjih letih še to bolj intenzivno. Tako da znotraj Slovenskega združenja za paliativno hospic oskrbo že leta izvajamo številna izobraževanja za različne profile, socialne delavce, patronažne, zdravnike. Obstaja 60-urno podiplomsko izobraževanje, dodatna znanja, korak za korakom. Krasno izobraževanje. Leta 2016 sem ga opravila. Zaradi tega, ker ko sem prišla v dom delati. To je 2016, ne? To je. Že dalj časa je. Ja, no, ampak izobraževanje sem 2016 opravila. Vsaj 2016. Znotraj svojega izobraževanja nisem imela nobenih, se pravi znotraj medicinske fakultete in potem tudi znotraj specializacije nobenega izobraževanja s paliativne oskrbe. Vendar je bil moment, ko sem prišla v domsko okolje, namreč zdravim 300-310 oseb, ki so v bistvu, lahko rečemo, v nekem svojem zadnjem obdobju neozdravljivih bolezni. To gre tako za demenco napredovalo, kot gre za recimo osebe z ALS-om, osebe z multiplo sklerozo, se pravi za osebe z napredovalim rakom. Tako da je en cel spekter ljudi, niso to samo krhki starostniki. In teh je, recimo, jih imam v oskrbi 200 in potem 100 pa še jih je zraven na varovanem oddelku za demenco, se pravi 300 oseb v teh napredovalih fazah bolezni. In moram reči, da takrat, ko sem pristopila v to domsko okolje, nekako ta sistem, ki sem ga do takrat spoznala, zdravljenje v upanju v želji po ozdravitvi, vso možna diagnostika, vsi možni terapevtski ukrepi nekako tu niso delovali. Imela sem občutek, da v bistvu pri določenih osebah pa s tem podaljšujem trpljenje. In zato sem se v bistvu potem lotila tega izobraževanja. In moram reči, da se zdaj v domovih tudi precej spreminja. Več govorimo o paliativni oskrbi, bolj so naši bolniki, pacienti slišani, prepoznamo jih hitreje. Slišani so svojci, svojci so izredno pomembni. Težke odločitve so to, ni bilo lahko, pogosto ni lahko, je zelo težko. Vendar paliativna oskrba v svojem bistvu naslavlja osebo celostno, se pravi v vseh njegovih potrebah, ne samo v telesnih, da ne bo fizičnega trpljenja, tako v psihičnih, duhovnih, socialnih. Skrbi tudi za svojce, za bližnje, za otroke, ki so blizu njih. Tako da je to res ena taka krasna sočutna oskrba, za moje pojme, najvišja možna sočutna oskrba osebe. In kdo si ne bi želel takšne medicine? Ne vem, kdo si ne bi želel takšne oskrbe. Zato sem po svoje žalostna, nekako razočarana, da nismo uspeli plasirati v slovenski javnosti in tudi med zdravniki te paliativne oskrbe, ki je neprimerljiva z tem zakonom in s to željo po evtanaziji. Ko sem nastopila svoje delo kot domska zdravnica leta 2014, noben ni želel delati na tem delovnem mestu. Tudi jaz sem imela velike pomisleke. Vendar, kot sem vam razlagala, ko sem prišla v to okolje, sem videla, da ljudje, ko smo v težkih situacijah, si zelo spremenimo vrednote in smisel. Ljudje so sposobni tudi če so 10 let nepokretni, najti smisel v tem, v prijazni besedi, v bližini sočloveka. In v okolju, ker delam z 12-letnimi izkušnjami, sem imela en primer želje po evtanaziji. Do sedaj mi noben ni rekel, da bi želel predčasno umreti. Tudi ko jih poprašam, to sem namreč počela zadnjih par tednov, noben. Vsi želijo še živeti. Vsi. Imela sem gospoda z ALS-om. Bil je pod narekovaji težak bolnik. Silil nas je izven okvirov. Veliko nas je naučil. Bil moj prvi pacient z ALS-om, zelo sem se bala tega vodenja, ker do takrat nisem imela izkušenj. Vendar smo ga zelo lepo uspeli voditi skozi celotno obdobje, leto pa pol je bil pri nas. Želel je imeti napisano vnaprejšnjo voljo. Imel je vnaprejšnjo voljo, vse smo uredili. Podpisal se je s prstnim odtisom, ker ni bil zmožen več podpisa. Gospod je imel komunikator, ker so okolobulbarne mišice še zadnje, ki pač tukaj propadajo, in je bil sposoben komunikacije.
z nami, zavrnil mehansko ventilacijo, proti koncu zavračal antibiotično terapijo, gospod je imel samo terapijo za lajšanje trpljenja. In gospod se je mirno poslovil ob eni sestri medicinski, s katero sta se bila najbližje. In ne boste verjeli, ne, gospod je 2 uri pred smrtjo spil še deci piva, ki si ga je zdaj želel. Umrl pa pol noči. Tako da bi se ena taka lepa zgodba. In moram reči, da pišemo iz teh težkih zgodb, res težkih zgodb, ene krasne, lepe zgodbe. Koliko se še sliši to, neverjetno, je verjetno, lahko mi verjamete. Vsako leto je nekje 100 ljudi umre, zelo velika cifra, ampak glede na to, v kakšnem stanju so pri vstopu v dom, je to pač tako je. Tukaj je seveda ena zadeva, ki pa moram vprašati, ne. Moja izkušnja vsaj kot zdravnika v bolnišnici, ne, da svojci vedno želijo še neko zdravljenje. Se tudi že obrača, če se z njimi, ampak se res moraš pogovarjati, ne, in se ukvarjati, ne, da razložiš stanje, včasih sami vidijo, da pač ne gre več, ne, ker včasih preprosto ne gre več, ljudje enkrat končamo svojo zgodbo, ne. Koliko je teh konfliktov z svojci ali pa nekih nerazumevanj, obtoževanj, ko v bistvu, ne, v okviru paliativne oskrbe tudi opuščate tako imena zdravljenja, ne, ki jih jaz kot tak zdravnik, ki nima izkušenj s paliativno, jaz bi zdravil verjetno, ne, pa vam je pa kompletno jasno, da to razen tega, da bo ta človek, ne, morda še nekaj časa trpel, ne bo imel nobenega učinka. Glede na število takih oseb, število situacij, zelo malo. To je zelo malo, ker ste vi taki ali ker se da tako razložiti? Zato, ker se da. Zato, ker se človek vsega nauči. Pač v nekih stvareh, pri nekaterih je potrebno več pogovorov. Včeraj je umirala ena gospa, sem potrebovala 1 uro pogovorov, seveda sem morala podaljšati svoj delovni čas z obema hčerama, ampak smo uspeli, da je gospa dostojanstveno živela do konca. In kaj je bil problem? Zakaj? Bil je problem, da je bila gospa v napredovali demenciji, krhka starostnica, nepokretna že, mislim, da 1, 2 leta. Hčeri sta imele, ker večkrat nam je uspelo se pravi parenteralno hidracijo, se pravi z subkutano infuzijo in z antibiotično terapijo gospo nekako vrniti na približno enako stanje, kot je bila prej. Oni so imeli ta ritual vsakodnevnega prihajanja, to morate tudi zelo vedeti, to je zelo pomembno, tudi svojcev, ne, ritual, ki imajo kot obrede. Vsaki dan so prihajali na obisk k temu svojcu, ta svojec še je živel. In je bilo hčerama izredno težko spustiti to mamo, ne. Bile so tudi debate o tem, da bi vseeno poslali v urgentni center. Sem rekla, glejte, gospa se poslavlja, gospa je v fazi aktivnega umiranja. To bi zdaj bilo pa res čisto nehumano. Soočila sem s tem, da je zdaj najbolj humano lajšati težko dihanje, bilo prisotno zelo visoka frekvenca dihanja, da lajšamo to z nizkimi odmerki morfija. Tu sta imeli nekakšen problem, potem, ko ste slišali morfija, to pa zdaj kaj, bomo to, ona kar to predčasno zapustila ta svet. Sem rekla, glejte, ne, absolutno ne. Tega pa ne počnemo, ne. Gospa bo umrla, kot je njen čas, ampak bomo samo lajšali trpljenje. In dejansko se je gospa kmalu, v bistvu v urah potem pa poslovila in obedve sta bile z njo in kljub temu, da je bilo izredno naporno, je pa bilo vredno. Bilo je vredno. V bistvu za 3 osebe, ki so bile tam, je bilo izredno pomemben način, kako se je gospa poslovila. Vse čestitke, ampak tisto, kar je pred nas problem, je, da je te paliativne oskrbe premalo. Da tukaj imamo domsko varstvo, ki je vseeno bolj izpopolnjeno, imamo pa ljudi, ki so sami doma, ki bi radi bili doma, ki so potrebni te paliativne oskrbe na domu in lajšanja bolečin in trpljenja. Vse to je razlog, da pogosto svojci potem pošljajo takšnega bolnika v bolnišnico, v akutno bolnišnico, kjer pravzaprav so pod stresno situacijo ti starejši, ki so potrebni res paliativne oskrbe, ampak tam se potem odigra zelo urgentno ta komunikacija in potem se vrne zopet takšnega bolnika domov. To naslednjič. In tukaj se mi zdi, da bi morala paliativa res stopati tudi v domove,
ne samo v DSO, ampak tudi na dom, ker tega je premalo in zato se bojijo ljudje, ki živijo sami, njihovi svojci, da bodo ti ljudje umirali v bolečinah, trpljenju brez tega. In pogrešala sem v tej celotni kampanji, ki jo srečujemo, za razliko od recimo Avstrije, ki je leta 2022 sprejela ta zakon, ampak že predtem sem spremljala njihovo sprejemanja zakona in pa odgovor družbe. Kaj so povedali? Čim več paliativne oskrbe, čim več domov, čim več hospicov. Zdaj mi jačamo to paliativno oskrbo, ampak morali bi imeti še veliko več. Ne? Tukaj imam jaz opet en načelen, tak malo pravniški pridržek. Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja bo bila absolutno in za vse. Paliativna oskrba je sicer pravica po zakonu o zdravstvenem varstvu, zdravstvenem zavarovanju, ampak je obravnavana kot ena izmed pravic. Kar pomeni, da uredba vsako leto določi, kakšen bo obseg te paliative. Kar pomeni, če imaš določen tim za to paliativo, če ni določen, pač ni. Skratka, imamo dejansko neko neenakost, ki je lahko pogojena tudi z samoinstitucionalnim razvojem same paliativne oskrbe, ampak tudi na načelni ravni, ni te absolutne zavezanosti k paliativni oskrbi, ampak je zavezanost, kot bo vlada z uredbo za tisto leto določila. In po tisti točki, vrednosti točke, ki jih bo, če boš porabil junija, boš pol pa ne vem. Vse to je problem in tukaj se ljudje bojijo tega trpljenja, tako sami zase kot za svojce. In v domovih je zdaj ta paliativna oskrba dosti prisotna, v veliko domovih, kolikor je negovalnih. Ja. Zdaj morda jaz pač izhajam res iz domskega okolja, ampak v resnici se je paliativna oskrba pa začela z onkološkimi bolniki. Tako da na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, že prej v glavnem dr. Klavišerova, pa primarij Červekova, pa tako naprej. Tako da začelo se je v bistvu na Onkološkem inštitutu. Zdaj pa se za te krepitvijo paliativnih timov, ki je financirano z EU, se tudi precej širijo paliativni mobilni timi po Sloveniji. Je res, da jih je že precej, zdaj točne cifre ne bom, ne poznam točno, mislim, da okrog 11 zdaj že paliativnih timov, morda tudi kak več. Problem pa je, da seveda problem je kader. Problem je kader, zdravnikov je malo, tudi potem ne samo zdravnikov, potrebno je še negovalni kader na domu, to je problem. Drugače pa veliko kolegov se ob svojem rednem delovnem času vključuje paliativne time, tako da je še to nek dodaten, njihova delovna obveza, dodatna. Tako da absolutno je, da je to zdaj samo v domskem okolju, tudi so paliativni timi praktično zdaj po celotni Sloveniji, je pa res, da pač bi bilo potrebno bistveno več, recimo v Ljubljani je to je mišljen za 150,000 ljudi, v Ljubljani je pa koliko ljudi, 500,000 več, tako da se veste, to je potem, koliko je tu not zdravnikov, ne more biti pokritost takšna, ampak pač želja je to, dajmo to krepiti nekaj, v čem postajamo vse boljši, ker imamo tudi v svetu veliko izkušenj, pozitivnih izkušenj in mi pač, ki vsakodnevno delamo z umirajočimi, mi vemo, da to deluje, mi vemo, da to naslovi večino bolnikov, če ne vse. Zdravniki vidimo v paliativi to izbiro napram sprejetju tega zakona, v dobri paliativni oskrbi, lajšanja trpljenja, lajšanja bolečin. Res pa je, da mora biti dostopna. Tako. In tudi hospicov je premalo. Mi na tem področju ne nudimo dovolj možnosti. In seveda potem ljudje iščejo rešitev tega svojega zalajšanja trpljenja tudi v tem. Zato moramo biti res pravzaprav naše sporočilo mora biti čim več paliativne oskrbe, čim več nuditi v okviru organiziranega izobraževanja in predvsem poudariti, da tukaj pri paliativi gre za celostno oskrbo, gre za pomoč svojcem, gre za pomoč družini, ker tam je veliko tega strahu. Vse zato so te napotitve starejših tako pogosto v urgentne ambulante, ker iščejo rešitev.
čeprav so dostikrat vedo, da ne bo rešitev, ampak v trenutni situaciji tega druge rešitve ne vidijo. Mi smo začeli pravzaprav na infekcijskem oddelku dolga leta nazaj, več kot 2 desetletji, smo ugotovili, da je populacija bolnikov, ki k nam prihaja, je pravzaprav vedno 70 in več. To je demografska situacija Slovenije in je tudi odraz teh napotitev. Potem seveda, ko ste dali bolnika za določeno stopnjo ozdravitve, pač v tem danih možnostih v domače okolje, je nastopil problem, kam pravzaprav z bolnikom, ali v negovalne bolnišnice, ki jih ni dovolj, ali v neko domsko oskrbo. In takrat smo zaznali v tej ravno komunikaciji z svojci potrebo, da najdemo še nekoga, ki bo naredil nekak protokol, ne rečemo ravno več protokola, ampak nek program, kaj s tem bolnikom narediti, ko gre iz našega okolja, iz akutne bolnišnice. In moram reči, da takrat smo spoznali eno zelo tako pametno zdravnico, dr. Vesno Ribarič, ki je danes tudi vodja paliative v mariborski UKC, ki nam je takrat zelo pomagala. In veste, kaj je bilo najpomembnejše pri tem? Komunikacija z svojci. Komunikacija zdravnika, komunikacija tega programa, kako se bo dogajalo, in svojcev. In so postopno razumeli, da je zdravljenje do določene mere možno, naprej pa potem je že druga pot lajšanja bolečin. In to je bilo veliko lajšanje. In je bilo manj teh napotitev ponovnih na oddelek, kjer so pač v začetku rekli, rešite, naredite vse. Ampak vi veste, do kod sega medicina. In to je pomembno, ker pač svojci težje ocenjujejo kot to. In to, kar je verjetno lepega v tej paliativi, je, da pač gleda na vse. Kompleksna. In pri tem skozi tudi pomoč svojcem na tistega, ki je v jedru. Že smo se pogovarjali o tem, kako je z njimi komunicirati. Kaj pa bojazen v zvezi s tem, da pač se dogaja s pacienti nekaj, kar se ne bi smelo, pa želja, da bi se zgodilo nekaj, kar se ne sme zgoditi. Zdaj, kar se tiče svojcev, je pa tako. Jaz vidim ta en razkorak med doživljanjem svojcev in samih pacientov. Recimo, velikokrat mi svojci pripovedujejo, da njihovi bližnji pa trpijo. Vendar tega objektivno ni mogoče zaznati. Tudi z vprašalniki, tudi v razgovori z negovalci ne opažajo tega, tudi z osebo, ki se pogovarjaš, pa ko z njim komuniciraš o trpljenju, ga zanika. Vendar svojci, jaz mislim, da svojci, problem je, ko ti vidiš, da ta oseba ni več takšna, kot je bila nekoč. To je en, po moje, zelo, zelo pomemben mejnik, ki je strašljiv, na katerega se svojci zelo težko navadijo. To je proces. In recimo to je za demenco, tak primer je demenca. Ljudje več niso takšni, kot so bili nekoč. In svojci ob tem neizmerno trpijo. Sploh, ko jih ti njihovi bližnji, mama, oče več ne prepoznavajo. To je za njih zelo hudo. Tako da jaz doživljam, da so na nek način pri napredovali demenci, to lahko skoraj da trdim, stiske svojcev veliko večje kot stiske pacientov z napredovalo demenco. Ker po določenih raziskavah se prehodno, ko demenca se poglobi, celo njihova kvaliteta življenja izboljša, veste, ko se več ne zavedajo toliko. To. Pa so takrat pritiski, da bi se kakorkoli s pacienti ukrepali? So te želje, da bi takrat nekako to trpljenje, ki ga svojci zaznavajo, ne pacient, nekako... Se pravi, tako kot sem že povedala, jaz... Zdaj, ki smo pacienti, v glavnem ne vprašali. Absolutno ne, tako kot sem rekla, 12 letih... So pogovori s svojci mogoče taki? Sem doživela, da dejansko so si spremenili neko pričakovanje, spremenili smisel in ne želijo nekšnega predčasnega zaključka življenja, medtem ko pa svojci pa ja. Svojci pa kdaj to omenijo. Ne morem reči, da je to zdaj tako zelo, zelo pogosto, se pa bistveno pogosteje dogaja, glede na to, da pacienti praktično sem imela eno željo potem v vseh teh 12 letih,
Svojci pa, ko to za njihove pojme trpljenje, ko vidijo, da njihova bližnji več ni takšen, kot je bil nekoč, ko to zelo težko prenašajo, pa rečejo, da oni, tako svojci, rečejo, najraje bi pa stisnil en gumb, da bi bilo vsega konec. Ampak potem jaz rečem, poglejte, a veste kaj, jaz pa ne doživljam, da vaš starš trpi. A ste vi prepričani, da on trpi? In potem več ni tako prepričan. Potem jaz rečem, a veste, da je možno, da mi doživljamo, da on trpi, v resnici pa on sploh ne trpi, a ste to kdaj razmišljali? In potem velikokrat, večinoma, začnejo tudi oni drugače razmišljati. In vedno jim rečem, poglejte, ta demenca je res kruta bolezen. Je kruta tudi za pacienta, ampak morda je še za vas kot svojca še bolj kruta. Ali ste morda zabeležili kdaj pri teh bolnikih vnaprej izraženo voljo, to, kar ste omenili? To je namreč akt, ki ga imamo, ki pa je izjemno malo uporabljen, skoraj da ne vem, ali imamo kakšne statistične podatke o tem. Ste našli kdaj to zapis bolnika vnaprej izraženi volji, ki je lahko, danes ni več vezan na zadnjih 5 let, ampak je lahko kar upoštevaje neomejen? V 12 letih mislim, da so 4 osebe prišle že z naprej izraženo voljo sem v dom. Jaz pa sem prisostvovala pri tem gospodu z ALS-om na prejšnji volji pri sestavi tega. Tako da res zelo, zelo redko. Veste, zakaj je redko? Ker so tudi sami pravniki, ko so to obravnavali, rekli, da je tako zapleten, da morda je bil tudi cilj, da ne bo kaj dosti uveljavljen. Zelo zapleten postopek je in morda se mu pač zato izogibajo. Bi bilo pa dobro, da bi vsaj okvirno znali njegove želje. Res pa je, da medicina tako napreduje, da je vprašanje, ali bi tisto za današnji čas še veljalo. Ne? Jaz mislim, da smo nekako, jaz vem, da bi lahko tukaj sedeli še ure in ure, ne, tako da, če še kakšna zadnja misel, jaz, če ne bi... Mislim, da je treba to pojasnilo, ki ga želimo na strpen način, na demokratičen, na prijazen, komunikativen način sporočiti ljudem, da ne nasprotujemo zakonu zato, ker bi bili, ne vem kaj, mi nasprotujemo zato, ker menimo, da so te osnovne etične vrednote zdravnika v korist bolnika škodljive, da to, kar nam zakon nalaga, da škoduje bolnikom, ne koristi to, kar izhajajo, in da je naše sporočilo, da bomo skušali to ohraniti, to zaupanje, kar nam je najpomembnejše. Se danes se gradi medicina na zaupanju. Ravno s pomočjo tega, da jim pokažemo možnost paliativne oskrbe, kjer je organizirano, kompleksna možnost lajšanja bolečin in trpljenja, ne pa pravzaprav ponuditi zakon zdaj, ko so res neugodne razmere, tako doma kot v svetu. Mogoče je to lahko misel Tadeja, če se strinjate. Jaz bi samo to še morda zaključila, da mislim, da je bil profesor Ošlaj, ko je rekel, tako sem se zapomnila, da trpečemu ponuditi smrt namesto lajšanja, trpljenja je podobno, kot bi ponudil smrt lačnemu, namesto da mu ponudiš hrano na nek način. Tako da jaz razumem stisko ljudi, razumem, zakaj želijo ta zakon, ampak jaz bi naslovila na družbo in na zdravništvo. Dajmo se truditi za razvoj, za dostopnost paliativne oskrbe, ker je to edina prava pot. Jaz bi pa dodal, poleg zdravnikov se mora tudi država, ne, ki ima denar za to razvijati, ne za vsakokratno uredbo vlade, ampak na nekem bolj stalnem načinu financiranja, da se bo naprej vedelo, kje je koliko timov in potem te time dejansko... Mogoče povedati tudi družbi, da to bo pravzaprav sprejetje tega bo obvezovalo družbo, da to ne bo današnji trenutek. To je pač pol odločitev družbe, v kakšnem okolju želimo živeti. In morda si res ne želimo v takem vsi, ne. Najlepša hvala, ker ste bile z mano v tem pogovoru. Priložnosti verjetno boja, upam, da drugačne, tako da
Lep dan vam želim. Enako, hvala. Hvala.